Z veseljem lahko povem, da izobražujemo za poklice, ki so še kako potrebni. Ta podatek seveda nam vsakodnevno poročajo s terena delodajalci, s katerimi zelo dobro sodelujemo pri rednem izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. In zelo razveseljivo je seveda izobraževati za poklice, v katerih je moč dobiti tudi zaposlitev. Zaposlitev v teh večjih ali manjših firmah ali pa tudi možnost, da sam ustanoviš lastno podjetje. Madonca, kakšna travca. Je v bistvu to klepa, da je skoraj neverjetno. A je umetna tole? Ne, to pa ni umetno. Ni umetna? Ne, čist prava, čist naravna. Taka kot so vse rastline. Zgleda pa kot tiste na balkonu, ko jih položiš, ki so z plastike. Ja, res je. Samo vidite, da se da narediti tudi v naravi tako travo. Maša, veš to, da so zanemarjeni vrtovi popularni? Veš to? Si že slišala? Joj, Erik, lepo te prosim. Itak smo že ugotovili danes, da nimaš pojma o vrtnarstvu, zdaj ti pa verjamem, da so zanemarjeni vrtovi popularni. A ne verjameš mi? Ne. Ne verjameš mi? Ne. A greš staviti? Ja, zakaj češ? Zakaj greš staviti? Evo, grem staviti zato, da ti zrihtam tvoj vrt, ki je mimogrede zanemarjen. Ne? No ja, saj v bistvu mi bo prav to prišlo. Saj nam plačilo za kakšne tiste vrtnarje pa recimo te vzdrževalce. No, saj pa vem, da mi ne bo treba, a ne? Kako ti lahko dokažem? No, daj, dokaž mi, ne vem. To se ti odloči, kaj boš naredil. A že slišala kdaj za Savage Garden? A misliš skupino glasbeno? Seveda. Ja, seveda sem slišala. Kaj ima pa Pa to je popularna, ne? Mislim, je, ja. No, pa ti veš, kaj pomeni Savage Garden? Ja, zanemarjen vrt, ne? No, a je popularen? To Zanemarjen vrt je popularen. To si mi zdaj dobil na Ja, foro, ne? nič na foro. To zdaj ne velja. Ti boš mogla meni zdaj uštimati vrt vse. In jaz te bom gledal pri tem. In užival. Okej, bom, če si me že dobil, pol bom. No, fajn. Oj, živijo. Živjo! Gospa, dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Živijo, Maša. Živjo. Se sprehajam tukaj, tako lepo urejen, pa toliko cvetja, rastlin. Seveda, saj pri nas moramo imeti to urejeno tako, ker pač to mi prodajamo, urejeno okolico in to moramo imeti. Kdo pa vam ureja to vse? Ja, tukaj v tej okolici skrbimo pač delavci, ki smo zaposleni tukaj v vrtnem centru, okolico hiše, okolico podjetja pa urejajo naši vrtnarji. Vaše podjetje vidim ima zelo urejen, sem že rekel. Kaj pa ostala podjetja? Je pomembno, da imajo urejeno okolico, ko pridejo gostje stranke? Seveda je pomembno, da imajo podjetja urejeno okolico in tega je pri nas tudi vedno več, da si podjetja najamejo pač podjetje, ki jim to okolico tudi ureja, tako da je resnično pokošeno, urejeno, obrezano, žive meje take, kot so potrebne, da so in tako naprej. Je kaj več denarja zaradi tega? Jaz mislim, da ja, zato ker ljudje, ki posvečajo pozornost tudi zunanji okolici, mislim, da jih ljudje drugače gledajo. A ne? Vi tudi, če imate urejen vrt, v sosede drugače gledajo, kot če imate neurejen, pa polno nesnage, pa stare šane. A ne? Tako isto s podjetjem. A ne? Če je podjetje urejeno in če ima urejeno zunanjo okolico, poslovne prostore, mislim, da je čisto drugačen videz podjetja, kot če je to popolnoma neurejeno oziroma v nekem razsutem stanju. Pa se okolica kaj spreminja glede na letni čas? Imate polet tako, pozim tako, Seveda se okolica mora spreminjati, ker se pač narava spreminja, se tudi okolica spreminja in tudi okolica podjetja se s tem spreminja. Ne? Po zimi pač počiva, spomladi vse na novo zvrsti, recimo kakšne čebulnice pridejo ven in tako naprej. Poleti se pa pač trava mora vzdrževati, obrezovati se morajo grmovnice, pobirati se morajo razne smeti in tako naprej. Ne? To je vse. Od kje pa dobivate rastline? Rastline dobivamo iz cele Evrope praktično, oziroma iz tistih delov Evrope, kjer je podnebje
enako kot pri nas. Da so mrzle zime, da so vroča poletja, da so tudi sušna poletja, torej to je ta naša bližnja alpska okolica. Ti, Maša, kaj gledam slike iz Tokija, veš, tam je toliko enih stolpenc, pa ljudi, pa prometa, veš, včasih mi je bilo prav malo neprijetno, ampak poj sem pa odkril njihove vrtove. Tam se ti pa duša spočije. Ja, saj to je, ne. Ti vrtovi v teh mestih morajo biti, ne, ker od tega mestnega vrveža je treba nekam pobegati in vrtovi so ta pravi za to. Sam to ni vse, veš, da tam v bistvu ta pesek grabijo na prav umetelne načine, kamne postavljajo, potem je dosti vode, ribnikov, rož sicer ni veliko, ampak vseeno čudovito, veš, čudovito. Ja, saj to so prav posebni vrtovi, ne, ker v bistvu niso japonski vrtovi, zato ker jih imajo samo na Japonskem, ampak je to prav poseben tip vrta, ne. In to imaš lahko kjerkoli po svetu postavljen tak vrt. Koliko bi si jaz želel en takle vrt imeti doma. Saj v bistvu, če dobro pomislim, češnje imamo, kamne tudi, pesek, vodo, ribce, po mojem ne je bilo problema. Verjetno tudi zdaj radi nabirate rožice, ne? A so vas takrat v osnovni šoli sošolci kaj zafrkali, ker včasih so to bolj punčke nabirale, za fantke to ni bilo lih prav primerno. V bistvu je bilo malo tega, ampak pač to v enem uho noter, v drugega ven, ne, tako da v bistvu se zaradi tega nisem zakiral. In še zdaj, ne, v bistvu pravim, da imam srečo, da poklic in hobi sta mi eno in isto, ne. Tako da v bistvu, kdor dela to delo z veseljem, mu ni problem biti umazan, utrujen od dela, ne. Ker v bistvu to je fizično delo, to ni samo, da sediš lepo rožice, pa moraš biti v bistvu tudi fizično aktiven zelo pri tem delu, ne. Gospa Katja, povejte mi, kaj vi izbirate zaposlene, da bodo v vaši drevesnici delali, na kaj ste pozorni? Pozorni smo na to, da tak, ki bi rad pri nas delal, ima rad delo zunaj, ima rad delo z zemljo, mu ni zoprno biti umazan, ima seveda rad rastline. Pozorni smo pa tudi na to, da mogoče ima kakšno predizobrazbo, a ne. Kolikor je znano, so imeli prve vrtove že Sumerci, okoli 3000 do 4000 let pred našim štetjem. Ti so imeli okoli hiš sadovnjake in gredice, kjer so gojili zelišča in zelenjavo. Prve okrasne vrtove pa so imeli Egipčani. Egipčani so urejali vrtove okrog grobnic, bogatih trgovcev in uradnikov. Zelo znani so tudi viseči babilonski vrtovi iz okoli 540 pred našim štetjem, ki jih uvrščamo med 7 čudes antičnega sveta. V antični Grčiji so bili vrtovi pomembni zaradi javnih dogodkov. Filozofska akademija v Atenah recimo je imela urejen lasten vrt, na katerem so diskutirali filozofi in učenci. Zelenjem so bile obdane tudi sprehajalne poti in prostori za športne dejavnosti. V srednjem veku so za razvoj vrtov skrbeli krščanski samostani. Drevesa in grmi so bili v ravnih linijah, v vrtovih nikoli niso manjkale vrtnice. Kot posebnost srednjega veka velja izpostaviti španske vrtove, kjer je viden vpliv Mavrov, ki so imeli zelo visoko razvito kulturo urejanja vrtov. V renesansi so se ponovno spomnili vrtov iz antike, tako so bili vrtovi v 15. stoletju izdelani v različnih antičnih stilih. Angleži so v svojih vrtovih ravne površine obogatili z grički, poti so postale zavite, bregovi ribnikov so dobili naravne linije. Tudi drevesa in grmi niso bili več zasajeni v vrstah. V 19. stoletju pa so nastajali vrtovi z oblikovalskimi elementi iz preteklih obdobij. Popularne so postale tudi eksotične rastline. Konec 19. stoletja pa se pojavi moderni angleški vrt, na ureditev vrtov pa vplivata tudi japonska in kitajska kultura.